konec februarja so na mokriščih arboretuma zacvetele kronice. Kmalu zatem smo tudi odprli cvetočo razstavo Telokov in Vitezovih zvezd, ki so pred prireditvenim paviljonom, v katerem se danes nahajamo. V zadnjih letih opažamo, da pomlad prihaja vse bolj zgodaj. Letos se je cvetenje številnih rastlin začelo približno za 2 tedna prej. To je eden od vidnih vplivov podnebnih sprememb, ki jih v arboretumu zelo pozorno spremljamo. Kot arboretum imamo zato posebno odgovornost, da teh sprememb ne le opazujemo, ampak tudi iščemo načine, kako se jim prilagoditi. Prav zato smo v preteklem letu veliko pozornosti namenili raziskovanju, kako podaljšati sezono cvetenja tulipanov. Tulipani so ena najbolj prepoznavnih podob pomladi v parku, zato želimo obiskovalcem omogočiti, da lahko v njihovem cvetenju uživajo čim dlje. Jeseni smo posadili približno 400 različnih sort tulipanov, med njimi so zgodnje, srednje in pozne sorte, kar pomeni, da cvetenje poteka postopoma in se raztegne čez več tednov. Poleg izbire sort pa je zelo pomemben tudi način sajenja. Tulipane sadimo na različne mikrolokacije po parku, del jih sadimo v senco dreves, kjer se zemlja spomladi počasneje ogriva, del od vodne površine, kjer je zrak nekoliko hladnejši. Čebulice poskušamo saditi tudi čim kasneje jeseni, seveda ob tem moramo paziti, da nas ne prehiti zmrzal, da zemlja ne zamrzne in vsi te dejavniki vplivajo na to, da tulipani zacvetijo nekoliko pozneje in s tem podaljšamo čas cvetenja. Rezultat teh pristopov je spomladanska razstava cvetja in tulipanov, ki v arboretumu traja skozi ves april. Obiskovalci se lahko sprehodijo po približno 2 kilometra dolgi tulipanski poti, kjer se nizajo različni prizori. Na nekaterih mestih lahko občudujejo bogat sortiment tulipanov, drugje so tulipani zasajeni skupaj z narcisami, kar ustvarja zanimive barvne kombinacije. Poseben čar imajo prizori, kjer se tulipani razcvitajo ob vodnih površinah, v gozdu, na travnikih, v ozadju pa se pogosto pokažejo vsi zasneženi vrhovi Kamniških Savinjskih Alp, kot na tej fotografiji. Spomladi arboretum zaživi v pravem cvetličnem razkošju. Po celem parku cvetijo narcise, med gredami zadišijo hiacinte, kar ste tudi sami že zavohali, ko ste prihajali proti prireditvenim paviljonom. Konec marca in aprila se jim pridružijo mogočne magnolije in pa cvetoče okrasne češnje in jablane. Skupaj s tulipani ustvarjajo pomladno simfonijo barv, oblik in vonjav, zaradi katere je sprehod po arboretumu v tem času eno največjih doživetij pomladi. Da bi sezono cvetenja v parku še podaljšali, smo jeseni zasadili približno 1000 grmovnic, ki cvetijo pozno pomladi in zgodaj oziroma v začetku poletja. S tem ne podaljšujemo le čas cvetenja v parku, ampak tudi povečujemo biodiverziteto in stabilnost nasadov. Del tulipanov smo zasadili tudi v zabojčke, ki smo jih hranili čez zimo in del pomladi na hladnem. Na ta način bomo lahko cvetenje tulipanov podaljšali v čas prvomajskih praznikov. Pomlad je v arboretumu vsako leto eno največjih doživetij za obiskovalce, ker se letos cvetenje začenja nekoliko prej, obiskovalcem svetujejo, naj ne odlašajo z obiskom arboretuma. Za estetskim doživljanjem spomladanske razstave cvetja in tulipanov za obiskovalce je veliko strokovnega dela. Krajinski arhitekti in vrtnarji razmišljamo za vsako gredo posebej, kako ustvarjati zasaditve, ki so lepe, hkrati pa tudi odporne na spremenljive vremenske razmere. V arboretumu iščemo nove rešitve in preizkušamo vrste, ki bodo lahko uspevale tudi v spremenjenih podnebnih razmerah, pa ne le
danes, temveč tudi v prihodnosti. Eden od takšnih korakov je tudi naš projekt Drevesa za prihodnost, v kateri predstavljamo drevesne vrste, ki bodo lahko uspevale tudi v toplejšem in sušnem podnebju. Veliko pozornosti namenjamo tudi trajnostnemu upravljanju parka. V zadnjem letu smo povečali biodiverziteto z zasaditvijo približno 200 novih taksonov drevnine. Potem približno 5 hektarjev travnikov kosimo samo 2-krat do 3-krat letno, s čimer ustvarjamo boljše življenjske razmere za številne rastlinske in živalske vrste. Uvedli smo uporabo deževnice za zalivanje in postavili vodohrane, s katerimi bolje upravljamo z vodo v sušnih obdobjih. Pomemben del našega dela pa so strokovna izobraževanja o podnebnih odpornih zasaditvah, s katerimi znanje širimo tudi med strokovno javnostjo. Naš cilj je, da arboretum ostane prostor, kjer lahko obiskovalci doživijo lepoto rastlin in hkrati spoznajo, kako se narava spreminja, ter kako se lahko odgovorno prilagajamo. Ne zaključim z mislijo, ki najbolje opiše arboretum spomladi. Pomlad v arboretumu ni en sam trenutek, ampak večtedensko zaporedje cvetenja, ki ga skrbno načrtujemo, da lahko obiskovalci v njem uživajo čim dlje, zato vas vabim, da pomlad letos doživite v arboretumu Volčji Potok.